Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Moram vam takoj na začetku povedati, da se ne zgodi prav velikokrat, da imam pred snemanjem tremo. Sicer tista dobrodošla trema, ki naredi lahko pogovor še bolj zanimiv, pa vendarle jo danes čutim. Z mano v studiu je danes voditelj in urednik, ki sem ga tudi sama nekoč zelo težko pričakovala ob nedeljah zvečer pred televizijskim zaslonom. On je nekdo, ki je posnel preko 800 oddaj. Mislim, da ne vem, če lahko rečem, ampak približno 30 let, če ne več kot 30 let ga že lahko spremljamo na TV zaslonih. Predvsem pa je to, bom rekla, kar gospod, do katerega sem vedno gojila globoko spoštovanje, sploh takrat, kadar sem ga srečevala na hodnikih nacionalne televizije. Mario Galunič, lep pozdrav. Lep pozdrav in hvala za tako lep uvod. Mi je kar vroče postalo, tako da sem tudi jaz dobil tremo. Ker si čakal, kaj bo, ne? Kaj bo če povedala? Res sem vesela, da si vzel čas in da sva lahko mečkano obrnila vlogi. Kako težko se znajdeš takrat, kadar je kontra? Ja, to ni najbolj običajna situacija in priznam, da ravno ne silim v take situacije. Sem malo raje na oni strani, ker imam pod kontrolo vse in vem približno, kaj me čaka in kam stvari grejo. Da pa samo pridem in se prepustim, se zgodi bolj redko, ampak glej, tebi zaupam, se dobro počutim ob tebi in verjamem, da bova kaj finega naredila. Hvala lepa. Sem zadela več kot 800 oddaj? Jaz mislim, da je tam nekje, gotovo, morda celo več, če štejem vse, kar sem delal. Če preštejem samo te glavne oddaje, torej te prime time, kot jim rečemo, ob sobotah, ob nedeljah zvečer, jih je zagotovo 700 se nabralo v 33 letih, tudi leta si dobro preštela. Veš, spominjam se teh časov, kot sem rekla, ko smo te čakali ob nedeljah zvečer. In zanimivo mi je zdaj, ko pomislim za nazaj, da v bistvu smo otroci tudi radi spremljali tvoje oddaje, če so nam seveda starši dovolili, ne, če ni bila prepozna ura. Čeprav kakšnih hudomušnih vmesnih stvari v resnici nismo razumeli. Ne? Ja, tudi po moje ni bilo mišljeno, da bi bilo vse za otroke. Zaželeno, ne? In tako, seveda domače oddaje, kjer se ljudje sproščeno pogovarjamo, kjer pridejo znani, pa pevci, pa plesavke, kjer je zmeraj nastopal kak humorist oziroma humoristka, to je otrokom še posebej všeč, tudi če ne razumejo vsega, ampak situacija kot taka, ne, sproščenost, to vzdušje, pa tudi pop glasba, vse to privablja seveda tudi mlade gledalce, še posebej otroke. Ne. Z mladimi je malo težje, mislim, od najstnikov naprej, te je težko ujeti pred ekrane katerekoli oddaje. Tako da je pa tudi res, da če se omenila te zlate čase izpred več kot 20 let, 25 let, da je takrat bila situacija v televizijskem svetu v Sloveniji povsem drugačna. Televizija Slovenija nekaj mojih prvih let je bila sama, se pravi, če si želel v nedeljo zvečer kaj gledati, si lahko gledal našo oddajo ali pa kakšne tuje televizije in zato se je to po moje zelo poznalo. Takrat sem se tudi nekako lahko ustvaril ime, nek status, vodil sem pomembne odmevne oddaje v zelo pomembnih in odmevnih terminih in to se je gradilo z leti. Tudi sam sem se učil, nisem bil popoln, sploh ne na začetku, zelo težko se gledam s svojih prvih let, ampak sem se trudil, cela ekipa, nekako vzdušje je bilo tako, vsi smo hoteli nekaj narediti, nič ni bilo težko, tak čas je bil. Ali se mi je pa tako zdelo. Zdaj se mi zdi, da je ravno drugače in je težko narediti take stvari, oziroma, ne vem, teže se ljudi motiviramo mogoče, ne vem, tak duh časa je. Se ti zdi, da je tudi trg prenasičen vsega, da imamo vsega dovolj, ne? Tudi to je zelo velik faktor. Pa en klik stran, ne? Vse to, se pravi, ogromna količina produkcije, tako domačih televizij, naše nacionalne televizije kot zasebnih televizij, potem je tukaj konkurenca vsega, kar ljudje vidijo na vseh mogočih ekranih,
Pa ne samo to, konkurenca vseh programov, kot so filmski oziroma ti, ki jih je potrebno plačati, naročnine, ampak tudi to ljudje imajo. Tako da nismo sami, že dolgo ne. In je zato tudi borba toliko večja in težja, ne? Ja, je pa tudi nekako občutek zmagoslavja toliko večji, če vidiš, da si kljub vsej konkurenci uspel pred televizorje spraviti ogromno ljudi. Mene take oddaje zmeraj zanimajo in pač rečeš, pri vsej tej konkurenci, pri vsem, kar je bilo na voljo, so vseeno izbrali mojo oddajo in potem je občutek enako dober. Seveda. Nedolgo nazaj si rekel, da ko prideš v studio oziroma ko sediš pred kamerami, da si človek brez problemov. Ja. In ko sem to slišala, ko si to rekel, sem se prav tako trzala in sem rekla, ampak res, ker dejansko, ko pridemo v studio ali pred kamere, kakorkoli, kot da vse pustimo tam zunaj in sva zdaj tukaj ta trenutek. In to je na nek način mečken privilegij naše službe, na nek način, čeprav je pa včasih potem malo težje, ko vse to ugasne in spet vstopiš nazaj v svoj svet, ne? Ja, vse to je res, kar si rekla. To je nek privilegij, imeti službo, kjer se lahko za čas trajanja snemanja odklopiš. Vse meni je to zmeraj uspelo. Ko sem prišel v studio, sem resnično pozabil na vse težave, ki sem jih tudi imel in jih imam pred vrati studia. In potem sem svoje narodil v tem prividu, ker vse to je nek privid, to ni resnični svet, vsi so lepše oblečeni, vsi so boljše volje, vse je pod lepimi lučkami, to ni realen svet, to je privid. No in potem, ko tega konec, vsi ti problemi čakajo potrpežljivo pred vrati, ti greš ven in si spet stari ti. Je pa fino, če to sposobnost imaš, ker če vse, kar težkega nosiš sabo, nosiš tudi pred kamere, se to potem nekaj vidi, čuti. Jaz pa mislim, da gledalci še posebej razvedrilnih, zabavnih oddaj tega ne pričakujejo od voditeljev, mislim, njegovih problemov. Kako težko pa ti je bilo kdaj, ker seveda, tako kot si rekel, kljub temu, da smo te vedno navajeni nasmejanega in dobre volje, pridejo izzivi v življenju, dajva jim raje tako reči kot problemi. Ja. Kako težko pa ti je bilo kdaj v kakšni situaciji, ki se je recimo kdaj zgodila tik pred snemanjem, potem ohraniti ta nasmešek? Ja. V resnici nisem imel zelo velikih težav nikoli s tem dobro. Na srečo se mi kaj zares hudega tik pred snemanjem ni zgodilo. Predstavljam si, da bi se lahko zgodilo kaj zares strašnega in potem to ne bi bilo mogoče. Ampak to, kar me je spremljalo, ti vsakdanji problemi, težave, so mirno zmeraj počakali. Jaz nisem nikoli in tudi nikoli še danes si ne pustim, da bi me to spravilo s tira, karkoli se dogaja v službi ali pa doma. Ko gremo v studio, me to ne zanima. Me to enostavno ne zanima. Jaz se preklopim, kot da imam v sebi nek program, ki se mu reče studio in sem tam neka najboljša verzija sebe. In to deluje. Upam, da bo še naprej, ker če to ne bi delovalo in bi vse, kar imaš na hrbtu, prinesel pred kamere, ne vem, ne bi hotel tako delati. Ja, in verjetno te tudi gledali prav z veseljem ne bi, ne? Posledice bi bile take. Prej si rekel, da je v bistvu vse to, kar je v studiu, na nek način privita, ne? Da ni realno. Pa vendarle, ko te človek spozna tudi ven iz studija, torej zunaj, ko ima morda priložnost s tabo spregovoriti na kakšnem dogodku, ki ga povezuješ, mislim, da še od nobenega nisem slišala, Mario je pa popolnoma drugačen pred kamero ali za. Zdi se mi, da vseeno nisi nekdo, ki bi zaradi voditeljskega položaja igral, vse popolnoma spremenil. Seveda so neke stvari, ki pač oba veva, da pred kamero delujejo, ampak vseeno ohranjaš sebe. Jaz zdaj to ni nek načrt od zadaj. Pač jaz se ravnam po nekem instinktu in skušam biti, tudi ko kamere ne tečejo ali pa ko niso luči požgane, nekako tak, da se ob tem dobro počutim, da sem to jaz. Zagotovo, ko sem res sam sabo ali pa sam z najbližjimi ljudmi, nisem zmeraj ne nasmejan, ne dobre volje, znam biti tudi siten pa še kaj drugega. Ampak ne vem, če se družim z ljudmi na dogodkih, na snemanjih, se potrudim, da pokažem najboljšo verzijo sebe. Dostikrat sem že rekel, da pred kamero to, kar ljudje vidijo, to sem pač jaz, ampak nisem samo to jaz, sem še kaj drugega. Pa ne morem vsega pokazati v oddajah, ki jih vodim in tudi ni mišljeno. Voditelj zabavnih oddaj je neka vloga v mojem življenju, ki jo, tako si domišljam, razumem, približno vem, kaj bi ljudje od mene
hoteli in kaj od mene pričakujejo, mislim, da jo obvladam. Ni pa ta vloga nekaj povsem drugega, kar sem sicer jaz, tako da se mi ni treba, pa ne me narobe razumeti, zelo truditi za to vlogo, kajti tudi to sem jaz. Jaz samo poiščem v sebi tisto najboljšo butično izdajo in jo pokažem gledalcem. Tako jaz to vidim, tako da nimam s tem preklapljanjem svojih vlog prav veliko težav. Sem pa imel, če lahko, ko sem pred mnogimi leti, hkrati, ko sem vodil oddaje v nedeljo zvečer, sem tudi poučeval na osnovni šoli. Namreč ravno sem končal študij slovenščine in komaj čakal, da bom dobil svojo prvo resno službo, in to je bila služba učitelja slovenščine na osnovni šoli Spodnja Šiška, tu v Ljubljani. No, to pa je bil en tak trk dveh mojih vlog. Se pravi, v nedeljo zvečer, vesel, nasmejan, se zabavam, smejim pred celo Slovenijo. V ponedeljek zjutraj pa v razredu jaz nisem mogel biti tak. Tam je bila moja vloga drugačna. Jaz sem imel tam 20 otrok, avtoriteta, nekaj sem jih moral naučiti, odgovornost, relativni red v razredu in tako naprej. In nisem bil tak kot pred kamero. Jasno, ni šlo skupaj. Sem poiskal v sebi to učiteljsko vlogo in sem jo pokazal, kot sem si predstavljal takrat, da je prav. In so bili učenci, to so bili mladi otroci, stari 10 let, 11, 12, so bili ob tem malo presenečeni, moram reči, niso razumeli in teh dveh vlog niso mogli povsem povezati, se pravi, da je bila razlika opazna. Mogoče bi danes bil drugačen, če bi učil, ampak pri 25 sem si tako predstavljal. Te je še kdaj zamikalo, da bi šel nazaj? Ne. Kako hiter odgovor. Ne. Ker je bila izkušnja takšna, da ne bi zmogel, se ne vidiš v tem? So prevelik izziv? Ja, sem veliko o tem razmišljal, ker sem si tako zelo želel biti učitelj. Jaz sem si želel to že v osnovni šoli, pa v srednji, pa cel faks, in sem veliko vložil v to, da sem res pridno študiral in se veselil tega poklica. Zdelo se mi je, da sem za to izbran, ali kako bi se reklo. Poklican, tako. In potem pridem v šolo in vidim, da je to drugače, kot sem si jaz predstavljal naivno, in da ni učiteljski poklic sploh ne samo to, kar sem jaz mislil, ampak še mnogo drugih reči. In to enostavno ni bilo združljivo. Jaz tega nisem znal združiti s svojo drugo službo, torej z vodenjem, urejanjem oddaj, in sem se moral odločiti, kaj bom počel, ker sem enostavno v teh dveh vlogah bil preveč razdvojen. Biti učitelj v osnovni šoli ni samo nekaj otrok naučiti slovenščine, književnosti. Ti si v prvi vrsti, tako sem čutil, vzgojitelj. Ti si njihov zgled, ti se moraš približati njihovi duši, da tako rečem. Ni dovolj samo razumu, ti jih moraš začutiti, ti se moraš s tem ukvarjati, tudi ko je konec šole. Nosiš domov njihove probleme, domače, ki jih hočeš, nočeš, začutiš. Imaš opravka z njihovimi starši na roditeljskih, na govorilnih urah. Moraš, ko si obremenjen s temi informacijami o življenju otrok doma, moraš skušati ostati nekako realen pri ocenjevanju, in to je, moram reči, zelo težko, tudi naporno, psihično. Meni je recimo en roditeljski sestanek utrudil bolj kot 3 oddaje, da sem jih posnel. Tako da sem videl, da jaz enostavno temu nisem kos in da me to ne veseli tako zelo, kot sem mislil. Nisem očitno bil poklican za to, ampak sem bil poklican za drugo stvar, torej za vodenje, za razvedrilo, za televizijo. In to sem potem si nekako moral priznati in si rekel, ok, si doštudiral, veliko si vložil to, ta študij ti bo tudi v drugem poklicu zelo koristil, in tako je tudi bilo. In sem se predal televiziji povsem. Ni mi žal, nikoli mi ni bilo, takrat sem zaživel, zares nisem bil razdvojen, nisem imel polno teh dvomov, slabe vesti, očitkov. Počutil sem se, da bežim od poklica, ki sem si ga želel in tako naprej, ampak s tem sem nekako opravil, razčistil, to je daleč za mano. Sem še v stiku s šolo, ker moja sestra je učiteljica, pa moje kolegice iz šole, kjer sem učil, še zdaj se z nekaterimi srečujem, sem na tekočem in stvari niso šle na boljš v šolah. Tako da jaz sem bil še tam, ko so bili še zlati časi. Ja, in zato verjetno lahko rečeva kar poklon učiteljem, v zdajšnjih časih, zdajšnjo mladino in z vsem tem, kar paše zraven. To ni enostavno, ne. Prej si omenil, da znaš biti tudi siten, seveda, da znaš biti in verjetno kdaj tudi neugoden. Ali takrat pride ven tvoj dialekt, ko moraš kaj povedati, ko se razjeziš, ali ohranjaš
Zdi se mi, da moj domači govor, se pravi mariborski, to ni ravno dialekt, zdaj jaz sem slovenist, pa sem malo občutljiv na to, se pravi, to je neka mestna govorica, s katero sem rojen in sem seveda bil 18 let prepuščen temu jeziku, da je ta jezik šel kar precej iz mene, čisto nehote, to ni bil noben načrt, tako je prišlo z leti, s študijem, z družbo, v kateri sem živel, službo in sem verjetno tako zelo posvojil novo govorico. Meni se sliši, da nisem Ljubljančan, jaz se tega zavedam in dvomim, da zmorem še govoriti v Mariboru tako, da me ne bodo prepoznali, da nisem Mariborčan. Tudi tega ne znam več, tako da sem se nekako prilagodil in če sem zelo jezen ali pa siten, se mi zagotovo pri govoru pozna, malo pade ta jezik, zagotovo, tudi da je kaj štajerskega me kdo sliši. Ampak mislim, da je to že na ravni nezavednega, moj jezik. Ne vem zdaj, ali sanjam v mariborščini ali v ljubljanščini, tega se ne spomnim, oziroma na to ne znam odgovoriti. Je pa smešen dogodek, se spomnim na roditeljskem sestanku, se pravi, 25 let od tega ali pa še več, 30. Je prišla ena mama na nek posvet in ni bila zadovoljna z ocenami svoje hčerke, se mi zdi, da je to bil problem. Jaz sem to ji razlagal, zakaj je tako, pa poskušal sem utemeljiti svojo oceno in na koncu vsega mi reče, da ne boste mislili, da ste vi popolni, ko učite slovenščino. Rečem, zakaj ne? Slišim vas, je rekla, da namesto jaz rečete jaz. Ves čas govoril sem dolgi A, kar seveda ni knjižno, je rekla, tudi to morate vedeti, tudi vi niste popolni, tako kot ne moja hčerka. Hvala za komentar. Tega se nisem niti zavedal tako zelo, ampak mi je ostalo tako zelo v glavi, da ne vem, če se vsaj danes spomnim, ko rečem kak napačen jaz, gospa bi me popravila. Je ostalo v spominu. Nekaj je še ostalo tudi mariborskega v meni, hočem reči. Prej si omenil šolanje, ki ti je seveda veliko pomagalo tudi potem na začetku tvoje televizijske kariere. Kako se spominjaš tistih začetkov, kako si se boril proti tisti ne preveč dobri tremi, ker veva, da imamo lahko tisto dobrodošlo tremo in tisto, ki nas popolnoma ohromi. Te je kdaj sploh ohromila? Ne, ohromila me ni nikoli. Hvala Bogu, sem iz takega testa, da se mi to ni zgodilo nikoli, mislim, je to res ali ne, moram potrkati. Tudi ko sem nastopal še v šoli, ker sem nastopal tudi tam, s tremo jaz težav pravih nisem imel. Jo zelo čutim, da ne bo pomote. Jaz sem pred snemanji, kaj ne rečem, nek občutek je v meni, verjetno je to trema, polno vprašanj, nekega nelagodja, vse to čutim, ampak vse to ob prihodu pred kamere zgine. Se pravi, to je neka priprava mojega telesa in uma in čustev na to, kar pride. In to niso zmeraj samo dobri občutki. To je recimo ta del treme, ki bi se mu odpovedal in mi včasih tako najeda, da rečem, mogoče ne bi več vodil oddaj, ker je to preveč stresno zame. Stres recimo sodi v ta kontekst. Se opravičujem, ker te prekinjam, ampak kdo bi si mislil, da vendarle po toliko oddajah, toliko letih takšnega dela, da še vedno pridejo trenutki, ko si rečeš, te pejt stran. Ja, pride, to kar pogosto, ne samo trenutki, to kar redno prihaja. No, zdaj vsi tisti, ki se morda, če naj jo gledajo in poslušajo, sprašujejo, imam kdaj tremo pred kakšnim nastopom? Vsi jo imamo. Mislim, če nimaš, je pa tudi nekaj narobe, čudno, ne? To je zelo čudno. Nek občutek, ki ni vsakdanji, mora biti pred nastopom, ker tudi nastop ni vsakdanja stvar. Zdaj, eni seveda na javnem nastopu odpovejo ali pa zmrznejo ali pa ne zmorejo, to je drug problem. Ampak to, kar se v tebi dogaja, preden stopiš pred ljudi ali pa pred kamere, recimo, da je to trema in to je mešanica, ne vem, to je cela paleta nekih občutkov, ki večinoma niso najboljši. Takrat človek ni tako, kot bi moral biti. Malo nervozen, pa siten, pa neočakan, pa lahko bi našteval še in še, kaj vse se takrat v meni dogaja. Ampak to se mene poloti na dan snemanja in to raste do trenutka, do vaj, pol je že malo boljše, pol med vajami in med pravim snemanjem se mi zdi, da je najhuje. Takrat ta občutek med vajami in med snemanjem bi jaz
črtal. Takoj odvaj bi šel snemati, dokler sem še v formi. Ampak to sodi zraven. Včasih je te treme več, včasih manj. Zdi se mi, da več, ko delaš, bolj pogosto, kot se pred kamerami lažje je. Recimo zdaj delam kviz Joker in sem pred kamerami vsak mesec 2 dni zapored, torej en vikend na mesec. To je za mojo kilometrino kar malo. Jaz sem bil navajen delati vsak teden. In ko ti delaš vsak teden, leta in leta, je ta forma, to je tako kot v športu, neprimerljiva s tem, kar imam zdaj. Recimo, jaz sem snemal zadnjega Jokerja začetku junija in potem spet septembra. In to je kar dolga pauza. In jaz se počutim po 3 mesecih, kot da imam uteži na rokah, da ne razmišljam dovolj hitro, da ne govorim dovolj spretno, da nisem dovolj luciden, kot da sem ven iz forme. Tako, to se mi zdi zelo pomembno. Na to se ne sme pozabiti. Ne? Tako da, še enkrat ne vem, hvala komu, ampak to, da me trema ne poje in da me nikoli ni pojedla, to mi je pomagalo v karieri. Ne, še in še. Ljudje so mi zaupali, ljudje so vedeli, da mi lahko dajo karkoli in bom speljal. In tudi gosti se mi zdi, da so bili lahko zaradi tega veliko bolj sproščeni, ker so imeli en občutek, če bo šlo kaj narobe, Mario nas bo rešil. To bomo speljali. Tako, to bomo speljali, če ne drugače z nasmeškom. Ne? Kar se gostov tiče, moram povedati, to pa ni samo po sebi umevno. Jaz sem zmeraj čutil tako, nihče mi ni to povedal ali pa naročil, da na dan, ko snemamo, da so gostje, ki so prišli k meni, moji najboljši prijatelji in bom vse naredil za njih, da se bodo dobro počutili. Obravnaval sem izmere tako, kot da bi prišli k meni domov. Tam se potrudimo za ljudi. In nikomor se ni bilo treba bati, da je prišel na sovražen teren, da ga bom peljal nekam, kar on ne želi, da bom pritiskal na gumbe, na katere ne smem. To so ljudje vedeli in ta krog ljudi, ki so radi prišli v moje oddaje, je bil vedno večji in to je bila, se mi zdi, taka dobra naložba. Obresti dobivam še danes. Sama se velikokrat znajdem v situaciji, ko imaš kdaj priložnost imeti gosta, za katerega veš, da bi še lahko kam popraskal, pa namenoma ne popraskaš. In zdi se mi, da je to, tako kot si rekel, nekaj, kar se na dolgi rok obrestuje, če ne drugače tudi s tem nekim vzajemnim spoštovanjem. Ne? To je, Eva, zelo pomembno in to, kar si zdaj omenila, ne pridejo vsi do tega. Nekaterim je prav izziv praskati tam, kjer se ne sme. In iskati dramo. Iskati neke škandale. In meni to ni bil nikoli izziv in sem bil prepričan, da lahko uspem v tem medijskem svetu brez tega, brez nekorektnosti, brez nesramnosti, brez pikrosti. Meni so ta čustva popolnoma tuja in jih tudi sam ne maram. In ne maram hoditi k ljudem pred kamere, ki jim je to blizu in se mi zdi, da je bila to najboljša odločitev. Se ti zdi, da je pri tem pomagalo morda tudi to, da si tudi sam roko na srce v bistvu, ne bom rekla, da v tistih najbolj odmevnih tvojih časih, ko smo res vsi spremljali oddaje in tako, si bil daleč med bolj prepoznavnimi v Sloveniji, lahko tako rečeva, sploh med voditelji. Ja. Ampak vseeno si ohranjal svojo zasebnost, kar je bilo verjetno v tistih časih vendarle morda malo lažje, kot je to danes. A ne? Hkrati se mi pa zdi, da pa nikoli nisi, kako bi ti to pravilno rekla, da me boš razumel, v smislu nikoli nisi želel zaradi slave se, bom po domač rekla, ven metati in biti na vsakem intervjuju in na vsaki naslovnici. Prej si bil nekdo, ki bi raje bil manj kot več. Se motim? Ja, nekaj tega imam v sebi. To je splet nekih okoliščin. Najprej, kot si rekla, na začetku, prva leta, to niti ni bila težava. Niti ni bilo rumenih medijev, da tako rečemo, ni bilo družbenih omrežij, ni bilo spletnih strani. Vse to potrebuje vsebino in potrebujejo znane obraze in zgodbe, vedno nove in tako naprej. Tako da je bilo, spomnim se prvih 5 let, mislim, to sploh ni bila težava. Dal si intervju, ki si ga sam želel in pri tem je ostalo. In še za tisti intervju, ki si ga želel dati, si se dobil z novinarjem, seveda, odgovarjal na vprašanja, so se naredile fotografije, danes pa bolj kot ne vse gre po mailu, če sploh gre po mailu, če ne gre že kar po socialnih omrežjih. Ne? Ja, točno to. Enostavno, to je stara šola, ki sem je bil deležen in
sem vesel, da je tako, ker sem na ta način spoznal tudi veliko novinarjev, ne televizijskih, ampak drugih. In spoznal njihov poklic, ki je zanimiv in tudi težek in vznemirljiv. Spoznal sem veliko fotografov in fotografin in jih poznam osebno in prav vem, kakšne lepe fotke si naredila z mano tam ali pa kako fino je bilo tam. Skratka, polno enih spominov, ker se veš, tudi najino današnje srečanje, to je neko doživetje, ki ga ne pozabiš, ki ti ostane v spominu in meni je to všeč. Ti intervjuji prek mailov, ki so zdaj seveda bolj ali manj že standard, ti dobiš prek PR službe, nekoga, dobi naša PR služba vprašanja od nekoga in jaz od naše PR službe vprašanja na mail in potem odgovarjam in to, ker nekam zaokroži. In potem se znajde nekje, ne? Komu sem dal intervju na koncu, ne. Ja, to je res. Je pa z leti se to spreminjalo. Jaz sem bil že, hvala Bogu, dovolj zrel in izkušen in star, da sem videl, kaj želim in česa ne želim. In postavljal sem se neke meje, kolikor sem znal, to je bilo bolj instinktivno. Pač domov ljudi ne vabim, mislim, ljudi, novinarjev, kamer domov ne vabim, svoje družine, prijateljev, najboljših ne izpostavljam. Morda sem naredil kakšno napako vse v teh 30 letih, napako, pač kako izjemo, ampak sem takrat čutil, da je to ok. In potem te ljudje počasi, ko vidijo, da ne, nisi tak, ko bi se razprodal za vsako ceno, te tudi pustijo pri miru. Se vejo, da ne vem, recimo ena od stvari, ki mi nikoli ni bila všeč, so te, čeprav jaz to povsem razumem, da to mora biti, so ankete v časopisih. Se pravi, se veš, je, ne vem, noč čarovnic in dobiš po mailu, kaj ti pomeni noč čarovnic. In potem ti nekaj napišeš in tam daje tvojo slikco in je ta tvoja izjava. In tega ti lahko vsak teden to delaš, pa daješ izjave za 101 eno stvar, to je zmeraj potem nekje strgano z nekega konteksta, pol je to nekje objavljeno tam, ker ne sme biti, pol si razlagajo tvojo kratko izjavo, tako kot ti nisi hotel in sem rekel, no, samo za te ankete pa ne bi, jaz rad kaj več povem, da lahko naredim še vejico, pa pojasnim stvari, da nisem ena kratka izjava, zato pa nisem. In potem se to razve in te nihče več ne pokliče za anketo. In je mir, ne? In je mir. Večkrat pravzaprav si povedal, da verjetno danes ne bi bil takšen, ne pa na tem mestu, kjer si, če v življenju ne bi imel in srečal svojo dobro prijateljico Deso. Ja. Desa ti je veliko dala v času vajnega sodelovanja, a lahko rečeva poleg prijateljice, da je imela mogoče na tabo mal tak mama sindrom, da te je opozarjala na kakšne pasti, nevarnosti v medijskem svetu? Desa je prišla v moje življenje, pač se je zmeraj tako s temi stvarmi, ravno ob pravem času. Ko sem jo potreboval, oziroma ko sem jo neizmerno močno potreboval, in je to naključje se zgodilo, če lahko temu rečemo. Ona je bila že zrela, predvsem pa medijsko izkušena. Je že posnela veliko filmov, oddaj, pisala za medije in je bilo znano, kaj ta svet pomeni. In potem prideva midva z oddajo Zoom, to je bilo leta, mislim, da 96, in to je bil ta Zoom je bil kar boom. In tudi temu primerno se je povečal pritisk name, ta tako imenovana slava, o kateri se lahko pogovarjava. Pač ta prepoznavnost se je zgodila zelo močno. Jaz sem bil v nekih, recimo temu, zgodnjih, odraslih letih, bil sem star 25 let, ravno konc študija, malo še naivn, nenarejen, neizkušen, ne? In ona mi je stala ob strani z milijon nasveti, od tega medijskega življenja do teh pritiskov, stresov, ki jih je treba prenašati, če delaš tako oddajo kot svoja midva, do zasebnega življenja, do vsega, kar mi je se podilo po glavi, do tudi kakih stisk. Jaz sem njej lahko povedal vse. Več kot doma mami, to je jasno. In je to bilo lažje, ne? In bila je zmeraj ob meni in to so bila res intenzivna leta najinega druženja, 5 let, si predstavljaš, naredila sva 200 oddaj, že to, kakšna količina čustev, ki naj jo je družila, in potem še vsa druženja pred oddajami, pa po oddaji, pa snemanja med tednom, pa žuri, pa, mislim, jaz sem bil ves čas Deso skupaj, ves čas pri njej doma v Žabji vasi in sem se počutil še skoraj del njihove družine in to mi je zelo pomagalo, zelo. Jaz sem naredil takrat eno tako medijsko fakulteto ob njej, jaz sem po teh 5 letih bil povsem
narejen tako medijsko človek, bolj samozavesten, kaj naj rečem, bolj postavljen z nogami na tleh in tukaj ima ona zaslugo, ki je nepozabna in se ne da spregledati in to ji vedno znova povem, ker se še zmeraj druživa, še zmeraj sva v stiki, še zmeraj sva prijatelja, še zmeraj se lahko pokličeva, nisva več skupaj tako pogosto, ampak kaj naj rečem, ne mine teden, da se ne spomnim na njo, da kje ne naletim na njo, da si kaj ne napiševa, pokličeva. Omenil si naivnost. Ja. Se ti zdi, da je v tem medijskem svetu, v show biznisu, če želiš, veliko te naivnosti, neiskrenosti, igranja? Ja, seveda. Je, ne? Ja, seveda. Pa ne samo pri nas, ampak nasplošno. Tako, nasplošno, to je del tega posla. Kako smo vsi prijatelji in vsi se imamo radi, ne? Pa ja, tako je, jaz se sploh temu ne čudim, to spada k stvari kot taki. Treba je samo biti dovolj zrel ali pa, ja, po moje zrel dovolj močna beseda, da znaš ločiti, kaj sodi k poslu, kdaj smo prijazni, naklonjeni in tako naprej, ko gre za posel, za biznis, za show biznis in kdaj se to konča. Ker to ali sprenevedanje, pretvarjanje, karkoli že je del tega posla, ima neke meje, se jaz ko mislim, ne. Ko ne delam, ko nisem v službi, jaz tega ne potrebujem. In se ne družim z ljudmi iz tega sveta. Moje življenje je popolnoma, kaj ne rečem, neokuženo s tem svetom in to se mi zdi tudi ena od dobrih odločitev. Ampak spet, ne, neokužen si zaradi tega, ker si sam postavljal mejo, ne, in v bistvu si mogoče malo po naključju, malo pa zaradi tega, ker si tak, kakršen si, sam postavljal to mejo, pa vendarle nikoli zaradi te meje bil nedostopen, aroganten, zvezdniški, če želiš. To mi gre strašno na živce, ta zvezdniška poza pri nas. Jo pogosto vidiš? Pa jo vidim, ne toliko pogosto, ampak se veš, do mene se tudi ljudje malo drugače morda obnašajo kot do drugih, ampak jo prepoznam seveda in se mi zdi praviloma nepotrebna in bolj znak neke ne samozavesti, šibkosti, kot pa potreba. Ne. Včasih si v situaciji, ko moraš neko mejo postaviti, sicer boš od vseh, ne. Te bodo pograbili, razgrabili, moraš zase postaviti meje svoje zasebnosti, svojega prostora, svojega časa. Če ne, jaz bi lahko hodil vsak dan na pijače z neznanimi ljudmi, se pogovarjal ves čas z neznanimi, si dopisoval z ljudmi, ampak ne zmorem tega. In tudi mi ni treba, mislim, da ni to moja naloga. Ampak zato mi še ni treba biti vzvišen ali pa aroganten do ljudi. To se da vse rešiti na povsem človeški in normalen način. Če te sreča nekdo v trgovini, ko greš po kruh, mleko in še nekaj malenkosti in reče, Mario, ste to vi? Boš rekel, sem in ne nadaljeval pogovora? Zdaj, tako govoriš, kot da bi se že bila priča temu, ker načeloma tako približno zgleda. Če kdo pride do mene in reče, ste vi Mario z televizije, jaz rečem, sem in grem naprej. Ker ne morem se ustavljati in se pogovarjati. Mislim, vsaka situacija je malo drugačna. In moram priznati, da je v Ljubljani, kjer živim, ali pa na Dolenjskem, kjer imam hiško, načeloma niti nimam teh srečanj veliko. Sploh ne. In ne zato, ker bi naročeval hrano na dom, ne? Ne. Enostavno se mi zdi, da se gibljem po približno istih trgovinah, kjer so me že navajeni in se celo poznamo že z nekaterimi prodajalkami tako in to ni težava, ljudje pa tudi niso zelo vsiljivi na splošno, to moram povedati. Ljudje so praviloma diskretni, praviloma. In se pa najde izjema. Tako, najde se izjema, ampak spet se bom vrnila, tudi verjetno zaradi imidža, ki si ga na nek način ustvaril. Ne? Sej verjetno, če bi ti zdaj bil nekdo, ki vsakodnevno na Instagramu objavlja, kaj je, kdaj se tušira, s katerim avtom se vozi naokrog in tako naprej, verjetno bi potem tudi ljudje imeli občutek, da si bolj, pa nedostopen, ampak da se bolj lahko morda obregnejo. Ne? Ja, to se mi zdi kar dobra ugotovitev. Najbrž ima vsak, ki dela v medijih, nek status, neko predstavo, imajo ljudje o njem, koliko se smejo dovoliti, nek imidž. Jaz težko zdaj sodim, kakšen imidž imam jaz, kako mene ljudi vidijo, težko presodim to, ampak vidim, da ne delujem ravno kot povsem dostopen človek. In zato mislim, da teže pridejo k meni, tako se mi zdi.
ni pa to čisto povsod enako. Bil sem prejšnji teden v Prekmurju, povsem privatno, in sem videl, da se ljudje tam name odzivajo drugače, kot sem navajen tukaj v Ljubljani. Tako, tudi prijatelji, ki so bili z menoj, so mi to omenili, so mi rekli, ti si pa tukaj zelo popularen, ker se ljudje ves čas prihajajo k tebi, pa bi se fotografirali, pa bi ti nekaj povedali, ampak na dober način, nič slabega, zelo prijazno. Tako, jaz sem se počutil, ne vem, kot da bi čas nazaj zavrtel, tako se mi zdi, da je bilo domače vse. Ja, pred 30 leti tukaj. Nekako, morda zato, ker niso tako navajeni, ker me niso pričakovali in tako naprej. In pravzaprav mi je bilo kar ljubo, ne? Ni mi bilo zoprno. Odveč, ne? Ne. Pa tudi sicer se mi zdi, da Prekmurci kar veljajo za tople in srčne. Morda je pa tudi na tem nekaj, ja. Omenil si hiško na Dolenjskem. Ja. Je to nek tvoj kraj, kamor greš po svoj mir, po zbistrit glavo, misli, inspiracijo? Ja, zdaj, morda je to znak staranja, čisto mogoče, ampak meni življenje v centru Ljubljane ni več bilo tako všeč kot včasih. Nekako se mi zdelo, da ne vem, kaj točno bi počel. In potem se je pokazala ta priložnost hiške na vasi, dobesedno, blizu gozda, v naravi, v temi, po noči je tam tema. In to je nekako sopadlo tudi potem z nakupom, no to se malo kasneje zgodilo, ampak sem se na tem navdušil in hodil tja samo takrat, ko sem rabil mir, čez vikende, praznike in tako naprej, na kar sem si umislil psa, se pravi kužka. Rudija, in to je postala pomembna tema v mojem življenju, tako da zdaj se lahko zdaj naprej samo o psih pogovarjava. Zmenjeno. In pač, zdaj da ne bom izpadel preveč neresen ali pa infantilen, Rudijo je zelo všeč na deželi, bolj kot v mestu. To je očitno, ker je tam vrt, tam le narava, tam so drugi kužki, tam, kaj ne rečem, je za njega mnogo bolje kot v bloku, v stanovanju. In od takrat naprej, to je zadnjih 8 let, sem jaz ves čas tam. Tako rekoč sem se preselil na vas. Na Dolenjsko in tukaj je tudi Rudi veliko kriv za to. Kakšne pasme je Rudi? Rudi je črn pritlikavi šnavcer. Je pasemski kuža, kaj zdaj ne vem, kje naj začnem, star je koliko? Star je 8 let, ravno zdaj bom imel rojstni dan. Ker to se, veš, ko se začneš o psih pogovarjati, včasih, ko ga nisem imel, se meni to zdelo malo smešno. Ljudje se pogovarjajo o psih kot o otrocih, približno. Ampak potem, ko se ti to zgodi, se zalotiš, da si tudi sam padel v to. Ko srečuješ ljudi in to neznane ljudi. Skuški, ja, seveda, se ti z njimi pogovarjaš. Da bi se jaz z neznanimi ljudmi kar tako pogovarjal po cesti, meni, to nisem jaz tega nekako ne znam. No, s kužkom je to steklo. Se pravi, ko srečaš drugega s kužkom, standardna vprašanja, koliko je star, katera pasma, bolezni, pušča dlako, alergije, te reči. In to kar teče, to še zmeraj tako je. Zbližujejo ljudi. Zdaj sem ravno to dobila idejo, če bi radi kdaj navezali stik z Marjem, pa niste vedeli, kako, mislite si kužka in srečajte ga kje, ne? Tako, in se bomo pomenili, ne, ja. In potem se pogovarjaš o kužkih, malo pa še o sebi potem, ne. Seveda. Ja, pa kam gre za, kdo ga čuva, ko si na dopustih, pa mislim, težav je. Ga res čuva? Ja, obstajajo odlični čuvaji, oziroma s tem reče varstvo kužkov. To je razvita dejavnost. Ja, in, ti ga ni bilo težko pustiti prvič? Ja, ampak ko vidiš, komu ga pustiš in zaupaš, je potem to že nek nov prijatelj, že neko novo znanstvo, kamor gre Rudi. Je že kot sorodnik. Ja, že veš, kam bi šel. No, ampak verjetno ga kar nekajkrat na leto pa pustiš v varstvu, glede na to, da vem, da vsaj nekoč si zelo rad potoval. Še vedno rad. Za rojstni dan nikoli nisi doma? Jo, razen letos sem bil. Res? Si naredil izjemo? Letos in lani, po mnogih letih sem bil v službi. Kriva je seveda služba, jaz sem zdaj odgovorni urednik na razvedrilnem programu na televiziji Slovenija in to ima nek davek, kar se tiče časa, in ravno konec avgusta je zelo občutljiv čas za neke plane in za neke dejavnosti in sem že 2-krat bil v službi. Ja. Ampak bom probal spet nazaj na stara pota in za svoj rojstni dan kam odpotovati, da čim manj ljudi znanih srečam. Ravno to je, verjetno v zadnji obstaja nek razlog, zakaj za rojstni dan vedno nekam iti?
Zato, ker v resnici ne maram praznovanj in da se nekaj vrti okrog mene in da moram biti nekak posebne volje, pa razpoložen ali kaj, ne vem. Ne znam se obnašati za rojstni dan in se najraje delam, kot da ga ni. To mi najbolj uspe, če nisem doma, seveda. Se pravi, potem bi zelo morda čudno odreagiral, če bi ti za kakšno okroglo pripravili ne vem kako veliko presenečenje in bi se vse okrog tebe vrtelo. Nikar. Na vasi je običaj, ne vem, v mestu najbrž ne, si zagotovo že videla, da ko imaš kako obletnico ali pa kakšen posebno rojstni dan, ti mlaj postavijo. Živim na vasi, zelo dobro poznam. No, potem boš morda dobila, da je kak mlaj, ki bo številka s tvojimi leti na nekem znaku in bo na tem mlaju bodo vesele stvari, ki so zate pomembne. In tega si res ne želim, ampak vidim, to obstaja. Ne? Ampak nisi dobil kaj podobnega. Ne. Pri nas se mi zdi, da je potem tako, da dobro za ženske itak so potem tiste rože, ne? Tudi tako zelo prepoznavne, pa potem vidiš pred kakšno hišo, da so sklenili kompromis, da je ta roža malo manjša, zato da še vedno je. Ne? In to potem, ker nekaj časa je pred tvojo hišo. Kar nekaj časa je, ja. Tako da, temu trendu se ne bi pridružil, to je zdaj nek nov moment, ki se na vaseh redno pojavlja. Prvič za 18 let in potem naprej, vsake okrogla. No, tako. Tako da za rojstni dan sem ponavadi kam pobegnil, ampak se bežim tudi ne glede na rojstni dan. Ko lahko, ko zmorem, kam grem. Letos sem bil na Filipinih. Wow. To je bilo moje letošnje potovanje v daljne kraje. Dolgo sem se želel iti tja. Bilo mi je všeč, ampak ne tako zelo, da bi moral še kdaj tja. Torej videl sem in je dovolj? Ja, sem malo izbirčen, ker zdaj se vem, da prav na 100 novih potovanj ne bom več šel. Tudi vidim, ljudje, ko so v zrelih ali pa v starih letih, se jim ne da več potovati zelo daleč, ker je to naporno v bistvu. Vsa ta letala in prestopanje in časovni pasovi in ne vem, hoteli in kovčki, to je v bistvu naporno, to je delo, ne? In moraš biti v formi, da si to privoščiš. Zdaj se mi še da, eno potovanje na leto tako odkljukam, da se mu reče potovanje, potem pa so kakšni evropski izleti, ki so mi pa tudi zelo ljubi. Moram pa tudi reči, prej sem omenil Prekmurje, da vsako leto gremo z eno manjšo družbo, to je zdaj prav načrtno, že 4 leta, nekam po Sloveniji. Torej ne čez mejo, po Sloveniji. In jaz sem navdušen. Kako je čudovita, ne? Navdušen, kaj vse najdeš, ko začneš po Sloveniji hoditi kot turist. Kaj vse lahko vidiš, doživiš, srečaš zanimive ljudi, da ne govorim o hrani, o vinorodnih deželah, o malih nekih muzejih, butičnih hotelčkih. Mislim, jaz sem navdušen, zmeraj znova. Bili smo v Beli krajini, bili smo na Koroškem, v Prlekiji, v Prekmurju, skratka, že planiramo, kam bomo šli naslednje leto. Tako da to je pa neka nova, recimo, strast. Ja, in zdi se mi, da v Sloveniji zelo velikokrat pride do trenutka, ko se odločamo sploh za vikend, kam na izlet, in potem imamo tistih 5 lokacij, tipičnih, najbolj znanih, obiskanih, ne, pozabljamo pa, da včasih se je fino samo usesti v avto in iti za nosom in iskati, tako kot delamo, ko smo nekje drugje, ko smo v tujini, turisti, nam je to normalno. Dajmo se tukaj ostaviti, dajmo se tukaj, ne. Doma pa to kar malo pozabimo narediti. Včasih vidim, da sploh te bližnje okolice, kjer živimo, ne poznamo. Ne? Ali slabše kot drugi. Tudi tam, kjer živim na Dolenjskem, so blizu sta 2 slapova, pod 2 slapov. In sem 10 let gledal table, kaj bi to bilo, in potem med korono ugotovim, ko sem tja šel, da je čudovito, da je lepo. Tako da je treba malo odpreti oči. Nabiraš kaj kostan, gobe, zdaj, ko si na vasi? Nič od tega. Prvič, kar se gob tiče, jaz bi jih že nabiral, ampak jaz sem že zdavnaj obupal, jaz tega ne vidim. Jaz ne vidim gob, pač ne vidim. Nimam očesa za gobe. Ne vem, eni imajo, vidijo, jaz zraven stojim, oni vidijo, jaz ne, sem obupal, imam jih zelo rad. Kostan pa prav tam, kjer živim, niti ne raste, se mu zdi, ampak dobro, to je zdaj bi mogoče pa moral preveriti, ker nisem s to mislijo šel v gost, ker nisem ravno velik ljubitelj kostanjev. Te niti ne gane tako zelo.
Morda enkrat na leto, če si kupim pečenega, kuhanega, sploh ne jem. Ja. Ampak zdaj, ko si na vasi, ko si veliko bolj v naravi, bi človek pričakoval, da zdaj pa morda tudi kaj več migaš, hodiš po novem, mogoče teč, hitra hoja, to je zdaj tako zelo in. Hribolazenje, planinarjenje. Ja. Ne, nič od tega. Jaz sem se moral sprijazniti že dolgo tega, da očitno nisem narejen za vse, kar bi želel. Sem morda narejen za nastopanje in za televizijo, ne pa za športanje. To sem si moral priznati. In da sem, lahko nekdo bi rekel, da sem tudi lene sorte, tudi možno. Skratka, nimam v sebi tega, da moram nekaj narediti za svoje telo, da se dobro počutim. Jaz se dobro počutim, če sem v gledališču, če kaj finega preberem ali pa vidim kak res dober film, to se res dobro počutim, da bi zdaj moral teči čez našo planoto ali pa hoditi po hribih. Saj grem tu in tam, ampak to je bolj priložnostno, ker že ravno moram ali pa me kdo prepriča, ampak to ni moj stil življenja. Mi je pa žal za to. Mi je žal, ker se mi zdi, da z leti telo potrebuje prožnost in mora za to nekaj narediti. In se mi zdi, da bom moral. Saj sem imel neke faze v življenju, ko sem hodil v fitness. Sem imel par let, nikoli zelo, zelo rad. Nikoli. To je bila neka moja odločitev, staneš ob 6, ob 7 si v fitnessu, do 8 potrpiš, ob 8 je že vse mimo in sem se veselil tega. Veselil si se, da bo vse mimo? Ja, tudi včasih neka filozofija, ko ti je težko, pa ko si zelo vznemirjen, ker pride nekaj težkega, recimo snemanje, kakšne oddaje težke ali pa prireditve, jaz si samo rečem, evo, to me je Desa naučila, evo, čez 2 uri bo vse mimo. Kaj je to 2 uri življenja? Nič. Ali pa včasih pomaga, če si rečeš, je že mimo. A ja, je že mimo? Že daš v občutek, kot da je mimo. To pa nekaj novega. Ja, to je možno še prej. Je, mislim, seveda niso popolnoma enaki občutki, ampak teža pa mečkano pade. Ja, s to sugestijo bi se dal marsikaj narediti. Sugestija je kar huda stvar. Ja. Si kdaj bil, ravno evo, ko govoriva o sugestiji, si kdaj imel kakšno priložnost pobliže spoznati kakšno hipnozo, hipnoterapijo? Te je kdaj ta del sveta zanimal? Malo bežimo tega, oziroma ne želim priti preblizu, ker se mi zdi, da bi me to lahko zanimalo. Nisem pa prepričan, da bi mi to koristilo. Tako da zaenkrat se zanesem samo nase, na moč svojega uma in čustev in vsega, kar imam v sebi in želim s tem sam vse narediti. Pa se pravzaprav to je tudi to, ne? Mi znese, ne? Ja, temu lahko rečemo samo hipnoza mečkano, ne? Poskrbim zase, moč misli. Morda bom pa kdaj se tudi tega lotil, se mi zdi, da je to neko neraziskano in zelo, zelo širno polje, o katerem ne vem dovolj in morda me kdaj pripelje življenje do tega. Zaenkrat sem pa tako sam svoj mojster. Sam svoj mojster tudi, kar se tiče kakšne, ne vem, duhovnosti, dela na sebi, ali si tukaj kdaj imel koga, ki ti je pri tem pomagal, ali ne vem, od terapevtov ali pa knjig? Ne, moram te razočarati. Odgovor bo podoben prejšnjemu, se pravi, tukaj se zanesem nase. Seveda, vsak najde neko svojo pot, kako se izmazati, ko je težko. Jaz sem se odločil ali pa spoznal, da je ta pot najboljša, pogovor s prijatelji oziroma z ljudmi, ki jim res lahko zaupam. To ni veliko ljudi, ampak so in to je meni zmeraj pomagalo. Nobene knjige, nobeni guruji, nobeni terapevti. Mislim, da ne vem, če sem v življenju bil na enem pogovoru, pa še to po sili razmer, pa niti ne bi rad govoril o tem, pa ne zato, ker bi bila to velika skrivnost, ampak ne želim tega ponavljati. Skratka, ko sem imel velike težave z zalezovalko in to je bilo eno obdobje življenja in sem nekako nisem razumel, kaj se mi dogaja, nisem razumel sem, da gre za neko bolezen, nisem pa razumel, kaj to pomeni, kaj ta človek, ki ima to bolezen, je zmožen narediti, kam to pelje in tako naprej. In sem se pogovoril z 2 zdravnikoma, tako psihiatroma, ne bolj zaradi sebe, ampak zato sem razumel, kaj se mi dogaja in kam to pelje, da sem lahko razumsko videl stvari, ne samo čustveno, ampak tudi razumsko. To mi je pomagalo, ampak to ni šlo za mojo duhovno rast, bolj za to. Razumevanje. Sem razumel, kaj se je zgodilo. A te je bilo kdaj strah v tistem obdobju? Ja. To pa verjetno, to so pa verjetno tisti pa res ta negativni, neprijetni deli. Ja, to so bili neki občutki, neka stanja, situacije, ki
jih zagotovo nisem bil nenavajen, nihče te tega ne more naučiti, to so bili neki ekstremni dogodki, ki so kar trajali in ta stvar se je vlekla leta in leta. Počutil sem se nekako nemočnega in samega, nisem znal urediti stvari, jaz sem pa navajen stvari urediti, ki se mene tičejo, tukaj pa nisem mogel sam tega urediti in sem računal, da mi bo nekdo pomagal, ne vem, država, institucije, policija, ne vem, psihiatrija, nekdo, da bo pomagal, da bo rešil situacijo, ker s čim sem se jaz to zaslužil, zakaj bi jaz moral to prenašati. Ampak se to ni zgodilo in sem videl, da sem pravzaprav kar sam in sem se nekako moral znajti, kot sem se. Ampak narediva piko, kar se tega tiče, ker zmeraj znova potem to neke posledice. Narediva piko tudi zaradi tega, ker z leti človek spozna, kako pomembna je prva družina. To je tudi stavek, ki si ga povedal v enem od intervjujev in se mi je zdel zelo pomemben, da ga izpostavim zaradi tega, ker nekoč si po vsaki oddaji najprej poklical mamo. In to se mi zdi, da ta odnos, ki ga imamo z primarno družino, je zelo pomemben in dejansko vedno bolj težo dobiva z leti, vedno bolj se zavedamo te minljivosti in tega, kako pomembno je, da si povemo, da se imamo radi in da preživljamo čas skupaj. Ti predvidevam, da v tistih najbolj norih televizijskih časih s polnimi urniki si verjetno velikokrat čutil ta primanjkljaj, da bi več časa si lahko vzel za njih. Ja, jaz imam to, to situacijo, da ne živim v kraju, kjer je moja prva primarna družina. Se pravi, jaz sem iz Maribora in vsi, ki so moja družina, so tam. Se pravi, že ta razdalja nekaj pove in jaz sem v Ljubljani od svojega 19. leta. Se pravi, takoj po koncu služenja vojaškega roka sem prišel v Ljubljano in od takrat sem jaz tukaj. Se pravi, smo skupaj relativno malo. In tudi je bilo neko obdobje, bi rekel, med študijem, pa po koncu študija, tudi ta nora leta televizije na začetku, ko se mi je zdelo vse tako pomembno in zanimivo, sem bil bolj redko doma. Bolj redko. Ampak, stik z mamo, sestro je bil konstanten. Ampak se mi je zdelo, da z leti ali z desetletji sem spoznal, da ko je res ti težko v življenju, ko res potrebuješ pomoč ali pa nek kompas, da ga dobim zmeraj v Mariboru. Torej tam, kjer je moja družina. Tudi, če nismo se veliko družili in sem spoznal, da je treba na teh odnosih tudi delati, da je treba se videti, se je treba družiti, da je treba se potruditi, si tudi vzeti čas, tudi ko ga nimaš, ne? In negovati te odnose, ker se mi zdi, da je to veliko vredno. Ti občutki minevanja, staranja, ne samo mene, tudi mame ali pa vseh članov družine, se spreminjamo in je prav, da se ne utujimo. Se mi zdi, da in se zadnja leta, desetletja, tako rečem, zelo trudim, da smo si danes bolj blizu, kot smo si bili pred 20 ali 30 leti. In se mi zdi, da je to je zelo dobra naložba. In se zelo potrudim, kolikor morem, ne, in da me ne spravijo stiram. Se veš, vsaka družina ima neko svojo dinamiko in tudi ti ni zmeraj, se lahko tudi skregaš, pa se ne strinjaš z vsem, ampak vse to je v resnici nepomembno, ne? To je nekaj pač, kar sodi zraven, moraš znati stopiti skupaj in tudi vse napetosti ublažiti, ker je na dolgi rok so vse te drobne težave nepomembne in je vredno se zavedati nekako, kje je tvoja družina in jaz se tega kar zavedam in to tudi povem in mamo, s katero sem vsak dan, pa skoraj vsak dan v stiku, si imam veliko zapovedati, čeprav sva si že vse povedala v življenju. Ta ritual si ohranil po oddaji? Jaz sem zmeraj po oddajah, ki sem jih imel v živo, prišel v pisarno, ta občutek takoj po oddaji je kar en poseben občutek. Ne veš, kaj z njim, kaj zdaj, sem naredil kaj dobrega, je bilo fino, ni bilo, ne veš, to si malo zgubljen, preveč čustev, to je adrenalin, zelo čuden občutek po oddajah, takoj, po oddajah v živo. In jaz sem šel v pisarno in takoj poklical mamo, ki je seveda gledala oddaje in o njej so bile vse oddaje všeč, itak. In jaz sem vedel, da bo ona to povedala, ampak kljub temu so bile neke nianse,
da sem jaz že ta prvi stik, sem že znal ločiti, da je bilo res v redu, kdaj pa v redu. v redu. In to nekako je bil najmen ritual. Potem, ko sem nehal delati oddajo v živo, tega nisem več delal, ker kaj naj kličem, ko snemam, vse ona ne ve, kaj sem snemal. Potem, ko pa je oddaja na sporedu, včasih tudi čez 2 ali pa 3 mesece, pa ti že jaz pozabil na tisto oddajo, se sploh nočem pogovarjati o njej, ker je že zdaleč mimo sem naredil že 10 drugih vmes. Tako da takrat je to bilo. In če delam še kakšno stvar v živo, ne vem, Melodije morja in sonca, jo seveda pokličem, ki to gleda, spremlja, komentira, ima neko mnenje o skladbah. Težko si predstavljam Melodije morja in sonca brez tebe. Ja, sicer sem kolikokrat, mislim, da sem 14-krat jih vodil, tako da tudi sem naredil kakšno pavzo vmes, z različnih razlogov, včasih se mi ni dalo, ponovadi sem bil na kakem potovanju, to je bil največkrat razlog, ker je to pač julij in sem večinoma konc junija odpotoval in mi ni bilo pol julija doma in sem dal prednost potovanjem. Ne. Tako da je pa to en poseben moment v letu, ker biti na Primorskem nekaj dni je, ne vem, ena posebna epizoda, zelo rad sem tam. Ne govorim o odru, govorim med ljudmi tam na Primorskem, se mi zdi, da se kar dobro razumemo. Zliješ z njimi lahko dobro. Da bi bil nek poduši, jaz malo Primorca, jaz se tam počutim, kot da sem doma skoraj. Ob morju. Ja, ob morju med ljudmi, prav ta temperament mi je zelo blizu. Ampak zakaj bo potem Dolenjska in ne raje ob morju? Z praktičnih razlogov. Ta Dolenjska je točno 25 minut od Ljubljane. In jaz se lahko vsako jutro pripeljem. Če bi živel na morju, meni se pa, poglej, kaj zdaj na cesti. Sploh v zadnjem letu težko je. Tudi teh 25 minut z Dolenjske ni zmeraj 25, je lahko tudi 45 zjutraj, da o teh dolgih relacijah na Primorsko sploh ne govorim. In se mi zdi škoda zgubljati življenje na cesti, mislim čas na cesti, zato sem z praktičnih razlogov na vasi, a hkrati tako blizu Ljubljane, da lahko pridem sem v gledališče in skočim nazaj domov. In če rečem domov, mislim Dolenjsko. In potem na obalo samo za kakšne podaljšane vikende oziroma v času Melodij morja in sonca. Tako imam, meni ni to morje tako obvezno, da vidim morje. Meni se zdi to malo precenjeno. Jaz sem rad tudi malo v zakulisju. Ja, se pravi malo v notranjosti Istre ali pa v kakšnih hribih. Na kakšni dobri Osmici. Tudi dolgo nisem bil na Osmici. Vidiš, sem ti dala idejo. Saj res. Ti po snemanju še povem, kam pojdi. Ja, Osmica. Včasih sem bil vsako leto večkrat, zato pa je kriv Ivo Godnič, to je bil tudi naš sodelavec v Zumu. Čudovite stvari smo naredili skupaj, on je Kraševec in on nas je okužil s temi Osmicami, s tem, kaj sploh to je. In smo takrat začeli hoditi in potem sem še leta in leta hodil na Osmico. Je pa tako, ne? Zdaj, če greš na Osmico, skoraj moraš na Krasu prespati, ali pa ne smeš piti teran, ali pa moraš imeti nekoga, ki te vozi in ki nič ne bo popil. Tako da smo potem kar nekako nehali hoditi, zdaj pa se ne spomnim, zakaj. Mislim, da je čas, da to obudite nazaj. To bi bilo malo nostalgično. Nostalgično, tako. Prej sva omenila tudi to, da rad potuješ, da se rad odmakneš, zdaj si povedal, da si rad tudi na obali. Kaj je tisto, kar ti še napolni dušo, poleg potovanj, dobre hrane, Rudija? Ja. Jaz ves čas imam občutek, da imam premalo časa za kvalitetno, recimo, življenje. Premalo spim, to se mi zdi, da se mi bo nekoč maščevalo. Imam popolnoma neurejen urnik, ta vsakodnevni, kar pomeni, da pridem domov iz službe nikoli prečesto. In potem jaz jem kosilo ob tem času. In potem sem zelo hitro utrujen in malo se usedem na zofu pred televizijo in zelo hitro lahko tudi zaspim. In potem se zbudim, ne vem, o polnoči. In kaj potem, ne morem spati, pol grem delati nekaj, pol spet do 2 zjutraj, pol grem spati. Skratka, tako imam dan dosti krat, ne zmeraj, povsem raztrgan in to mi gre na živce. Sam sebi grem na živce, ker sem bolj ali manj sam kriv, to bi lahko uredil, ne? Samo v roke se moram vzeti. To je moj plan. Moj plan je tudi, da bom šel na kako jogo, ker se mi zdi, da bi od vseh teh rekreacij in naporne fizične vadbe to bilo nekaj, kar bi mi morda, podarjam morda, lahko bilo všeč. Jaz mislim, da zagotovo ti bo. Si poskusila? Se mi zdi, jo tudi prakticirajo. Ja.
Zato ti svetujem. No, Res, sploh, če te morda kaj križ že boli, hrbet in podobno, vse. Zelo priporočam. No, tako, to imam v planu, ne, da si bom uredil ta bioritem, ampak dokler sem tako obremenjen, ker sem odgovorni urednik, pa urednik svoje oddaje, pa vodim svojo oddajo, pa skrbim za to eno stvar, se mi zdi, kot da mi to ne uspe. Lahko pa je to izgovor. In tukaj ti bom še mečkano dodala, ker ljudje morda zdaj, ko si naštel vse, kaj počneš, ne, si mislijo, pa dobro, vse to je pač tvoja služba. Morda bi res bila samo služba, če ne bi to Marju bil način življenja, oziroma zelo veljaš za pedantnega, za natančnega, zelo si strokoven v smislu, da imaš rad, da so stvari narejene, tudi dovolj hitro narejene. Koliko imaš kaj težavo s tem, da potem pri sodelavcih težko kdaj spregledaš ali pa zamižiš na eno oko počasnost? To je neka značajska lastnost, ki si jo omenila, ki se je ne bom znebil, to mi je jasno. Želim, da najbolj mrcvarim s to natančnostjo sebe in ne želim drugih, in mislim, da sem se z leti naučil, da poskusim čim manj ljudi s tem obremenjevati, ker pogosto ni vredno. Pri sebi sem pač tak, jaz sem to že zdavnaj sprejel, to je del moje osebnosti, da sem zelo natančen, redoljuben, pedanten, perfekcionist pogosto, in potem si tudi vedno malo nezadovoljen, ker pač življenje ni popolno in ne more biti in ni narejeno, da bi bilo, ampak se znam tudi, se mi zdi, sprostiti, pa kdaj reči, ja, pač bolje ni šlo, več ne gre. Danes je šlo tako, več očitno ne, in če tudi nisem zadovoljen, da zato vseeno mirno spim. Ljudje vedo za to mojo lastnost, da vedno najdem, kaj bi še lahko bilo bolje, ampak mislim, da se lahko to razume tudi kot nekaj finega v našem poslu. Ne sme biti destruktivno, jaz lahko rečem, bilo je fino, ampak lahko bi bilo še bolje, ampak to ne pomeni, da je to očitek, to pomeni, da bo morda naslednjič malo bolje. In se nekako domišljam, da če si kar z vsem zadovoljen, kar narediš, in je vse dobro, da to ne pelje naprej. Da nisem prišel tako daleč, da tako rečem, zato ker sem bil kar z vsem zadovoljen, ampak zato ker večinoma nisem bil zadovoljen dovolj z vsem, kar sem naredil jaz in ljudje okrog mene, in to nas je vse skupaj gnalo naprej. Jaz čutim to kot nek bencin, ki ti daje moč, da si še malo boljši naslednjič, in če si naslednjič boljši in potem spet in spet, potem, ko gledaš na dolgi rok, vidiš napredek. In jaz to svojo lastnost sem si tako razložil, da je to pot do napredka. Ja, zato ker tukaj je treba poudariti eno zelo pomembno stvar. To, kar si zdaj povedal, si zelo lepo opisal, ne? Gre se za to, da ta ampak pomeni ogenj, zato da je lahko še bolje, zato da bo več zagona in podobno. In čisto na začetku, če se spomniš, sem v uvodu povedala, da sem vedno do tebe gojila globoko spoštovanje, predvsem zaradi tega, zato ker se mi zdi, da si tudi za mlajše kolege, ko smo se srečevali na hodnikih, vedno našel razlog za pohvalo in hkrati tudi priložnost za izboljšavo. In to se mi je pri tebi vedno zdelo ne samo lepo in korektno, ampak vsi tisti, ki smo delali tam, smo te seveda občudovali zaradi tvojega dela in hkrati ti takrat veliko pomeni, če ti nekdo reče, morda pa samo roke, da je drugače, pa bo bolje. A ne? Te neke majhne stvari. Je pa seveda tukaj zelo pomembno, kako podaš to, a ne? Kritiko ali priložnost za izboljšavo in kako jo on na drugi strani sprejme. To sploh ni enostavno. Zdaj, ko sem v vlogi odgovornega urednika, moram ves čas to početi. In to sploh ni enostavna stvar. Povedati nekomu, da ti nekaj ni bilo všeč. Ali pa da bi lahko bilo drugače. To moraš res znati najti pravi način, da to ni destruktivno, da ne užališ, da ne prizadeneš človeka, da ne bo zato še slabše slučajno. Moraš, in vsak človek je drugačen, ti si drugačna, kot sem jaz, kot je nekdo tretji, in moraš za vsakega najti nek poseben kanal. Nekateremu lahko bolj na trdo rečeš, bo bolj pomagalo, nekateremu zelo ovati in v rokavicah, sicer bo vse narobe. In moraš ta občutek dobiti, dokot se sme, kako se sme, in to je taka ena živa psihologija v tej moji pisarni, da imam za 40 sodelavcev imam, za vsakega mora biti nek drug način komunikacije, ker je vsak nek univerzum zase. To morda mi zmeraj ne uspe,
še posebej, ko je treba kaj na hitro povedati, takrat lahko narediš napako. Hitre besede, no tega se moram še naučiti. Včasih sem prehiter, zato ker mislim, da bom s hitrimi besedami hitro stvari rešil. Ponavadi je dobro kaj premisliti, si vzeti čas, preden kaj rečeš ali pa napišeš in je bolje. Tega se moram naučiti. Malo premisliti, malo se ustaviti, ne povedati takoj, ker ponavadi te hitre rešitve niso prave. Najboljše. Ne, nujno. Zdaj, ko smo ravno spet nazaj pri televiziji, kako bi opisal trenutno stanje nacionalne televizije, pa pustimo glede rdečih številk in to, ne želim se v to, ni najin pogovor danes temu namenjen, ampak bolj stanje v smislu, koliko bolj čutite zdaj to, kar sva že na začetku omenila, ta borbenost v smislu več je konkurence, več stvari je na trgu. Je sploh še, bom rekla, dovolj prostora za kakšne nove stvari, kakšne nove oddaje, zdaj ne nujno na nacionalni televiziji, ali smo ljudje že videli vse? Vse to, o čemer si zdaj govorila, ima nekaj odziva na življenju naše javne televizije. Ne bom na široko razlagal, ker nima smisla in tudi vsega ne vem. Res je, da živimo v zelo nekih zapletenih časih, nasplošno, pustimo za javno televizijo, in tudi javni sektor nasplošno v Sloveniji, ne samo televizija, ministrstva, šole, zdravstvo in tako naprej, so nekako v vrtincu nekih omejitev, zakonov, birokracije, da ne naštevam, kaj vse je v javnem sektorju pomembno, in vse to nas malo, kaj ne rečem, se dotika, tudi kdaj malo duši, te silne omejitve, ki jih moramo upoštevati, ki jih ne moremo ignorirati, in to se na koncu verjetno pozna tudi v našem vsakdanu. Saj veš, zelo pomembno je, da čim več programa naredimo mi, ki smo redno zaposleni. Zato je dotok novih idej, mladih ljudi bistveno manjši, kot je bil nekoč. In to se seveda pozna. To se pozna. To je najbrž slabo, ampak temu se zaenkrat ni možno izogniti. Tudi navdušenje, a veš, ne moreš ti pričakovati od človeka, ki že 30 let dela podobno oddajo, da bo zdaj v 31. letu poln idej in navdušenja in motivacije in zagona. To ni samo po sebi umevno, zato se je treba truditi, zato je treba delati, in se mi zdi, da imamo toliko še za narediti, da bi se to zgodilo. Jaz sem ves čas optimist, da je naša javna televizija trdo živa in da kljub vsem težavam, ki nas doletavajo in nas bodo še doletele, zmoremo preživeti, ker sem iskreno prepričan, da javnost, torej naša država, dobro javno televizijo potrebuje, tako kot vse države Evrope in tudi Slovenija jo bo še imela. Kakšna bo ta televizija, je na nek način odvisno tudi od nas, ki tam delamo. Jaz bi bil najbolj vesel, če bi vsi, ki smo tam zagrizeno in motivirano vsak dan prišli v službo, kaj bomo še več naredili, ampak včasih je to iluzorno pričakovati, zaradi mnogih razlogov. Je pa ena stvar, ki si jo zagotovo želim, da bi našli način, kako bi lahko naša uredništva, še posebej v razvedrilu, privabili mlade ljudi, ki bi nas malo, kaj ne rečem, povezali z življenjem drugih generacij, kajti mi vsi redno zaposleni, jaz ne vem, a je kdo mlajši od 40 pri nas, da ne rečem 50, ker se pač redno zaposlena struktura se stara, novega pritoka ni, vse ne toliko, kot je bilo nekoč, in to se slej ko prej tudi pozna. Skratka, jaz bi to rad, to mi je všeč, če delam z generacijami različnimi, od zelo mladih, starejših od sebe, da smo vsi na kupu, potem nekaj novega nastane. In pri razvedrilu, kjer je, jaz bi si upal reči, so nove oddaje, se ves čas dogajajo, ne? Mi ne moramo reči, evo, smo naredili, kar smo, zdaj bomo pa ene in isto počeli iz leta v leto. Vsako leto vsaj 1-2 novi oddaji, kar je kar nekaj, in bi rad, da se to ne ustavi in da se ta vitalna sila, ne, pri nas ohrani, kolikor je mogoče. Res si to zelo, zelo želim, ker vidim v poslanstvu naše televizije veliko prednosti in tudi veliko razlik, če primerjam pomen naše televizije z zasebnimi televizijami. Vsak ima svoje poslanstvo, svojo filozofijo, svoj fokus, in
To je tako, kot včasih kakšnega, ki ni obremenjen z življenjem na televiziji Slovenija, vprašam, če se mu zdi pomembno, da imamo televizijo Slovenija. Kakšen človek, ki ima dovolj svojih težav, se mu to niti ne zdi zelo pomembno morda, ne? Ampak šele, če bi to izgubili, bi videli, kako zelo pomembno je, da imamo medij, kot je RTV Slovenija. Pa nočem zdaj biti glasnik RTV Slovenija, ampak rad bi res z veseljem hodil v službo še naprej in da bi bil obdan z ljudmi, ki čutijo enako. In zato se je treba zelo, zelo truditi in to ni lahka naloga. Ja, spomnim se, koliko je meni osebno dalo RTV izobraževanje. A ne? In to je nekaj, kar jaz lahko rečem, da sem tam dobila ogromno popotnico za naprej. Hkrati pa danes morda ravno zaradi tega, ne bom rekla kritično, ampak včasih se mi zdi krivično, kako gre vse v to smer, da danes morda za voditelja ali voditeljico sploh ni več pomembno, da je voditelj, da se zna pred kamero res voditeljsko obnašati in slediti nekemu pogovoru, oddaji, kakorkoli, ampak samo ali pa bolj pomembno, da dobro zgleda, da je morda stand-up komik, da je duhovit, da je smešen, ali pa da dobro poje. A ne? Se pravi, ta trend voditeljev kot takšnih se zelo spreminja. A ne? Če pogledava 30-40 let nazaj ali pa danes. Ne? To je vse šlo na glavo, ker je danes tako ta medijski svet narejen, da moraš biti že takoj dober in takoj odličen in takoj zanimiv in takoj najboljši in če ne boš, te bomo pa zamenjali. Tem stilu. Yeah. Jaz sem imel to srečo, da sem lahko hodil po tej dolgi poti in se naredil in se sproti bil vedno boljši, zorel pred kamerami. Tega časa danes voditelji nimajo več. Kako pa si ti sploh stopil res na televizijo? Zelo klasično, na audicijo, za nek čist drug program. Totalno popolno by the book, in potem od začetkov do osnovnih vaj, gibov pred kamerami in tako naprej, do drobnih oddaj in do te glavne oddaje. Sicer ta pot je bila kar hitra, moram reči. Jaz sem v 2 letih že kar prišel do oddaje, kar je bilo takrat hitro. Danes pa, kot praviš, niti ne. Včasih dobijo priložnost z velikimi oddajami začetniki, zato ker producenti pričakujejo, da bodo dostavili to, kar želimo. Pa ne bi rada, da me kdo narobe razume, to ne pomeni, da je nujno vedno tudi slabo, daleč od tega, ne? Saj kdo tudi zelo dobro lahko znajde, tako. Ampak dejansko pa trend danes ne gre več v to smer, da bi počasi se urili, a ne? Ampak če že kje, potem na televiziji Slovenija damo tudi voditeljem več časa, več priložnosti, mi nismo sužnji rejtingov. Se pravi, seveda, gledanost je pomembna, ampak gledanost ne določa absolutno naših vsebin, naših ljudi, ki nastopajo, našega življenja. Nismo pod tako močnim pritiskom, kot bi bili, če bi bili zasebna televizija, ker bi tam rejtingi pomenili denar, preživetje. Pri nas imamo več virov financiranja, in zato so rejtingi nam pomembna, dobrodošla informacija in vsako jutro jih željno čakamo, da vidimo, ali smo dosegli ljudi, ki smo jih želeli, ali delamo oddaje, ki ljudi zanimajo, ampak nismo na nož, da tako rečem. Ne? In tudi ne bomo voditelja zamenjali zato, ker je imel 3-krat slabši rejting, kot smo si predstavljali, če mislimo, da je oddaja dobra. Ta logika na javni televiziji živi in se mi zdi, da je prav. In imamo tudi akademijo, ki izobražuje ljudi za pred kamero. In imamo toliko različnih programov, da če pa nisi najboljši za zabavno oddajo, si pa mogoče za mladinsko ali pa za izobraževalno in tako naprej. Je teh področij zelo veliko. Je pa seveda razvedrilo, ki je v mojem srcu posebna tema, posebno področje, ki zahteva neke druge, da bi rekel, veščine, in znanje, kot morda druge oddaje, drugih uredništev in bolj ali manj se ukvarjam s tem, ostale po tem primeru. Kako bi opisal odličnega voditelja razvedrilne oddaje? Pa da ne boš zdaj opisoval sebe, da ima reči voditeljico. Voditeljico. Ja, zagotovo so kvalitete, ki jih pričakujem, ali od voditeljev ali od voditeljic, da ima v sebi neko vsebino. Ni nujno, da je to formalna izobrazba. Vsebina,
Se pravi, razmišljujoč človek moraš biti, zato ker se v razvedrilni oddaji še tako nedolžni, lahko je TV igrica, ker kramljaš z tekmovalci, se vse vidi. Vidi se, kaj znaš, kaj čutiš, kaj lahko vprašaš, vidi se, koliko si empatičen, ali si sposoben razumeti človeka, se mu približati. Skratka, pri najbolj običajnem pogovoru se vidi že vse. Tvoja širina, tvoja globina, tvoje bistvo. In to je to, kar najbolj iščemo zmeraj. In tudi pogostokrat tudi pogrešamo. Ne? Ni dovolj biti lep in spreten pred kamero in v lepih oblekah in ni dovolj si želeti to delati, moraš imeti to vsebino. In seveda, tisto nekaj na tebi, kar kamera opazi, včasih niti ne oko. Ne? Včasih niti ne oko. Ravno dostikrat sem se zmotil, ko sem s človekom govoril in se mi je zdel zanimiv, in potem smo rekli, pojdi pred kamero, in ga je kamera pojedla, zbrisala vse tisto zanimivo in obratno. Ta obratno se mi zdi, da je še toliko večji šok, ne? To je pa magic, ne? Ja, to je res. Kolikokrat sem pa to doživel, da so bili ljudje povsem nezanimivi, neizraziti, ampak pred kamero že zgledali so drugače. Tako, to je neka čarovnija, zato je treba zmeraj to preveriti v studiu. Nikoli ne veš, dokler ne vidiš. Kako deluje, ne? Ja. Rekel si nekoč, da greš kdaj tudi zaradi tega z veseljem na kakšne dogodke ali pa v gledališče, da potem vidiš koga, ki ti pade v oko, ki ti je zanimiv in ga potem posledično kdaj tudi povabiš k kakšnemu sodelovanju. Upam, da si se imel danes lepo na tem pogovoru, da si užival, da sem pustila vtis, ne samo na hodnikih, ampak tudi, ko sva obrnila vloge. Zelo si se potrudila, moram reči. Jaz sem prišel sem in sem se popolnoma prepustil, nisem vprašal za nobeno vprašanje, nisem vedel, kaj me čaka in sem bil iskren, kolikor sem lahko. Tako da se zahvaljujem za povabilo in ti želim še mnogo zanimivih sogovornikov. Hvala lepa, Marjo. Hvala tebi.